Lepo pozdravljeni v podkastu Gospodarske zbornice Slovenija. V tokratnih ozadjih bomo spregovorili o prihodnosti obnovljivih virov energije, kot so bioplin in biometan, torej vira, ki v Sloveniji nista povsem izkoriščena, čeprav imamo dovolj surovin za njihovo proizvodnjo in kapacitete. Govorili bomo tudi o bioplinarnah, torej v širši javnosti se žal še vedno pojavlja percepcija bioplinarn kot tovarn, če tako rečemo, smradu in grožnje za okolje, kar pa seveda danes ob vseh tehnologijah, ki so na voljo, nikakor ne drži. Kaj je res in zakaj Slovenija nujno potrebuje bioplinarne, kaj moramo storiti, da bodo te delovale in bile učinkovite, ter kako k temu lahko pomaga tako država in kaj lahko storimo tudi sami, vsem tem z našima današnjima gostoma. Dr. Tatjano Zagorc, direktorico Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Lep pozdrav, Tatjana. In Matjažem Duričem, predsednikom sekcije proizvajalcev bioplina pri tudi naši zbornici. Lep pozdrav, Matjaž. Dobrodošla v studiu. Tatjana, morda za začetek, zakaj pravzaprav se danes pogovarjamo v našem podkastu o bioplinarnah, o proizvodnji bioplina in biometana? Ja, jaz moram povedati, da sem biotehnologinja in da pravzaprav me je ta konotacija o bioplinarnah ves čas bolela. Omenil si tovarne smradu, potem seveda tudi v preteklosti so se kakšne tovarne ali pa bioplinarne posluževale tehnologij, ki nam niso v ponos. Seveda pa, če si biotehnolog in če pravilno vodiš bioproces, potem tudi do tega ne pride. In seveda naš namen je tudi, da popravimo to konotacijo in pravzaprav postavimo bioplinarne na tisto mesto, ki si zaslužijo v tem krožnem gospodarstvu, o katerem vsi govorijo. In tudi povemo, kaj je njihova naloga in v bistvu, kaj lahko od njih pridobimo. Tako da to je res pomembna naloga nas vseh, da zdaj ozavestimo ljudi in seveda, da jih tudi opremimo z znanjem. No, bioplinarne so pomemben del krožnega gospodarjenja, ne? In ne nazadnje tudi v tej pomanjkanju energentov, sploh v tej krizi, ki smo jim bili v zadnjih letih priča, so tudi pomemben vir energije. Potem nekoliko kasneje, ampak vseeno, katere so pravzaprav prednosti, Tatjana, proizvodnje biometana in bioplina? Ja, seveda količinsko to za Slovenijo v tem trenutku še ne pomeni veliko. Proizvedemo 45 milijonov kubičnih metrov bioplina, biometana še nič. In bioplin uporabljamo potem v proizvodnji električne energije in seveda tudi nekih drugih stranskih produktov, o katerih mogoče kasneje malo več. Ampak v bistvu se niti ne zavedamo te vloge, ki jo imajo v krožnem gospodarstvu. In priložnosti, neverjetno. Priložnosti, kajti z njimi pravzaprav lahko odstranimo organske odpadke, s katerimi ne vemo pravzaprav, kam bi, če jih ne bi razgrajevali v bioplinarnah. Namreč Slovenija trenutno v bioplinarnah porabi okrog 165 tisoč ton organskih odpadkov. To so organski odpadki iz gostiln, javnih ustanov, tudi nekaj drugega, kar se nabere pri proizvodnji. In kaj pa je 165 tisoč ton? To je pravzaprav, če bi napolnili naše rjave kante praktično z temi, rečemo, 100 kilogrami in če bi jih postavili v vrsto, bi bila to vrsta od Ljubljane do Nordkapa. In zdaj si pa predstavljate s temperaturo 28 stopinj, 25 stopinj, kaj se dogaja, glodavce, ki hodijo okrog in podobno. Se pravi, naš glavni namen je, seveda, odstranimo odpadke, organske odpadke in seveda pridelamo koristne produkte. To sta pa prav gotovo energija in pa digestat. Kakšna je v Sloveniji proizvodnja bioplina? Kje smo pa s proizvodnjo v Evropski uniji, ta primerjava trenutno? In kakšne so priložnosti? Evropa v tem trenutku enormno investira v proizvodnjo bioplina in seveda tudi potem v nadgradnje za proizvodnjo biometana. V bistvu je cilj Evrope je 35 bilijonov kubičnih metrov biometana, ki se od bioplina razlikuje tako, da ga lahko vtiskamo v plinovodno omrežje in se ga seveda uporabi tudi za druge namene.
Tako da in je čistejši. Se pravi, politike grejo res intenzivno v to, da se tudi Evropa na ta način zagotovi večjo samoskrbo z plinom. In biometan je en od teh poti, kako priti do te zadovoljitve. Se pravi, 35 bilijonov kubičnih metrov. Kot sem že prej omenila, Slovenija proizvede 45 milijonov kubičnih metrov bioplina. In namen tudi našega razgovora je, da malo razložimo, zakaj potrebujemo podporne sheme, najprej za proizvodnjo bioplina in seveda potem tudi investicije in pa nadgradnjo v proizvodnjo biometana. Imamo vse možnosti za to, da to naredimo in seveda tudi koristnost tega je nedvomna. Se pravi, odstranjevanje organskih odpadkov, proizvodnja bioplina oziroma potem biometana in še tretja stvar, ki je za nas izredno koristna za Slovenijo, je pa digestat, ki ga pa lahko uporabljamo na kmetijskih površinah. Tako, in o tem malce kasneje. Prejle so začela pogovor s tem, ko so oba dva omenila, da v Sloveniji smo bili v preteklosti priča precej negativni percepciji, tudi javnim objavam in tako naprej in inicijativam, ki so bile proti bioplinarnam. Kakšna je danes percepcija? Se je to spremenilo tudi nenazadnje z drugačnim delovanjem bioplinarn, sodobnejšimi tehnologijami, skrbnejšemu ravnanju? Poglejte, proces v bioplinarni je bioproces. In ljudje, ki nas poslušajo, verjetno razumejo, kako poteka vrenje mošta v vino. To je tudi anaerobni proces, tudi tam se nam lahko zamoti. In seveda, ker je postopek v bioplinarnah bioproces, tudi tam se lahko kaj zalomi. Seveda, mi želimo, da tega čim manj in da so bioprocesi v bioplinarnah strokovno vodeni, da ne prihaja do izpustov smradu in da je organska snov v fermentorju do konca predelana, da potem, ko pride na površine, da v bistvu ima ta svoj prvinski osnovni von in nič drugega. Tako da, se pravi, o tem bioprocesu je treba imeti kar precej znanja, da ga pravilno pelješ in seveda, da res odgovorno ravnaš v celotnem postopku predelave. V preteklosti so bile še druge finančne neprijetnosti, ki so se jih določeni ljudje in pa institucije posluževale, to nam ni v ponos in nekako nosimo te breme preteklosti, čeprav pa mi želimo res izpostaviti korektno poslovanje in delovanje bioplinarn, se pravi tako strokovno kot vse, kar se tiče samega postopka in da ljudje tudi razumejo, kako pomembna je njihova vloga. Tudi preveč se laično obravnava brez veliko znanja. Nekateri ljudje uporabljajo, da se v bioplinarnah kuri zelena biomasa, temu ni tako. Tako da v bistvu je treba razumeti ta bioproces, tako kot razumemo fermentacijo vina, tako je treba tudi procese v bioplinarni razumeti in jih seveda na ta način tudi obravnavati. Matjaž, koliko imamo v Sloveniji bioplinarn in kako danes delujejo, recimo za razliko od nekoč, ko so imeli tudi nekatere slabe prakse, to vsi priznavamo, ampak vendar danes je drugače. Torej, da se najprej navežem tisto vaše prvo vprašanje, zakaj se danes pogovarjamo, bi mogoče bilo pravilno vprašanje, zakaj se šele danes pogovarjamo o bioplinarnah. Namreč, vedeti moramo, da bioplinarne v Sloveniji obstajajo že več kot 20 let, takšne in drugačne, da imamo več tipov bioplinarn, trenutno delujočih, nekje v Sloveniji jih je 18, katere proizvedejo cirka 60 gigavatnih ur električne energije, kar pripomore državi, da zagotavlja tisti delež obnovljivih virov, katere pač more po evropski zakonodaji. Torej, bioplinarn v Sloveniji nekaj jih je kmetijskih, nekaj jih je tistih, ki delujejo izključno na odpadke, ampak vse stremijo k temu, da delujejo po zakonodaji, da sodelujejo z lokalno skupnostjo in pa da nenazadnje tudi vračajo vložen denar lastnikov v tovrstne naprave. Prej smo rekli, da pač danes delujete drugače. Kateri so recimo tiste ključne spremembe za razliko od nekoč? Torej, tu so bolj sprejemljive za okolje, za ljudi. Torej, bioplinarne, ki so bile zgrajene pred 20-15 leti, so nekatere bile zgrajene z namenom proizvodnje bioplina, električne energije, predelave odpadke, nekatere pa pač zaradi nekih finančnih instrumentov. Tiste so več ali manj ugasnile, ostale so tiste, ki so bile zgrajene s pravim namenom, z iskrenimi nameni in to vrste naprave predelujejo odpadke, kot je Tatjana rekla,
čez 180 tisoč ton organskih odpadkov, kar je izjemno veliko za Slovenijo. Jih je res samo 18, če primerjamo to z evropskimi normativi, recimo v Franciji je 2000, v Nemčiji čez 3000, tako da delujejo po zakonodaji, kot sem rekel, delujejo drugače, delujejo predvsem po znanju in pa po zadnjih tehnoloških najdbah. Kaj bi se zgodilo, recimo, če bi tudi teh 18, ki opravljajo pomembno vlogo, ugasnilo zaradi, ne vem, zahtev civilnih iniciativ ali problematike umeščanja v prostor? Torej, tudi sami smo v začetku imeli določene probleme oziroma pomisleke lokalne skupnosti z umeščanjem naših bioplinarn v lokalno okolje, ampak smo tekom vseh teh let poskrbeli, da živimo skupaj, da delamo dobro, se pravi, da delamo transparentno, da ne skrivamo nič, tudi če se nam kaj neprijetnega pripeti na napravih, namreč moramo vedeti, da biološki procesi, ki potekajo v bioplinarnah, potekajo 24 ur na dan, 365 dni na leto, in če neka stvar tako konstantno deluje v takšnem obsegu, je pač vedno lahko nekaj, kar ni povšeč vsakemu. Ampak trudimo se, da imamo dneve odprtih vrat, da sodelujemo z lokalno skupnostjo, s tem, da jih osveščamo, da jim pokažemo, kaj delamo, nenazadnje tudi v določeni meri pomagamo pri raznih njihovih opravilih. Tako da zaenkrat, koliko je meni znano, v Sloveniji bioplinarne, ki delujejo, nimajo kaj dosti problemov z lokalno skupnostjo, so pa še nekatere, ki pač delujejo tako, kot ne bi bilo treba. Tiste bodo pač morali poskrbeti, da bodo delovale po zakonih in po uredbah, ali bodo pač tudi svojo dejavnost morale ugasniti. Dejali smo, da imajo pomembno vlogo na obeh straneh, tako pri predelavi osnovnih odpadkov organskih, na drugi strani pri proizvodnji bioplina, elektrike, priložnosti so še drugod. Ali dovolj v Sloveniji izkoriščamo te organske odpadke za predelavo, oziroma koliko imamo še recimo priložnosti, ki so neizkoriščene, potencijala za dodatne biopline? Priložnosti je še ogromno. Trenutno bioplinarne predelujejo izključno odpadke, ki nastajajo v restavracijah, gostinskih lokalih, bolnišnicah, v šolah, zaporih, in tovrstne odpadke zbiratelji pobirajo po teh subjektih in dovažajo na bioplinske naprave in preko tega dobijo biometan in bioplin. Je pa še dosti organskih odpadkov, ki ostanejo na trgu, se pravi, to so tako imenovane rjave kante po gospodinjstvih, ki tudi imajo dosti organskega v sebi in bi bile lahko primerne za proizvodnjo bioplina, ampak ker trenutno podporne sheme in modeli, ki jih država ima za spodbudo tovrstnih naprav, so še nezanimivi za investitorje. Se pravi, tovrstni odpadki grejo ali v kompostarne ali pa v zbiralnice odpadkov in koristnega bioplina, ki bi ga lahko dobili iz njih, žal ne dobimo. Torej, priložnost je v teh organskih odpadkih gospodinjstev, ne? Organskih odpadkov je ogromno, se pravi, to so tudi odpadki iz trgovskih sistemov, se pravi, tudi tile se zbirajo, ampak ne tako ločeno, kot bi se recimo morali ali pa bi se lahko, da bi lahko potem na koncu dobili res količine bioplina, ki bi bile zanimive za investitorja. Kako je pa s tehnologijami? Tukaj vemo, da pomembna je dobra tehnologija, zato da ne pride do okoljsko spornih dejanj, aktivnosti in da se res dobro predela to v bioplin. Ta organska masa, kako je s temi tehnologijami? Jih imamo pri nas v Sloveniji, so okoljsko in tudi seveda cenovno sprejemljive za bioplinarne? Torej, znanja in tehnologij ima Slovenija sigurno dovolj. Namreč nekdo, ki se že 20 let ukvarja s tovrstnimi napravami in z obratovanjem tovrstnih naprav, ima ogromno znanja. Je pa tudi res, da če pogledamo čez mejo, kot sem povedal, teh naprav je nekaj tisoč po Evropi, tehnologij več kot dovolj in lahko se naprave pogledajo v Evropi, tehnologije pripeljejo vsem. Kot sem povedal, treba je samo dati primerno okolje za delovanje tovrstnih naprav in bodo sigurno te naprave obratovale še naprej. Kako je pa za distribucijo recimo bioplina, morda kasneje biometana v javno plinovodno omrežje? Drug produkt je elektrika.
Imamo razvito infrastrukturo v Sloveniji, da lahko oba produkta pravzaprav vključimo v to javno infrastrukturo? Torej, trenutno vse bioplinske naprave, ki obratujejo v Sloveniji, proizvajajo izključno električno energijo preko bioplina. Se pravi, da bi mi proizvajali biometan, tega v Sloveniji trenutno še ni. V Evropi ogromno sredstev države namenjajo za to vrstne tehnologije in naprave. Žal mi v Sloveniji čakamo na to vrstno uredbo in pa zakon, ki bo to omogočal in spodbujal. Večinoma bioplinskih naprav je zgrajenih tudi blizu plinovodnih omrežij, se pravi, to je pogoj, da lahko potem ti tale bioplin pretvoriš v biometan in ga stiskaš v omrežje. Tako da priložnost je na mestu in upamo samo, da bo država čim prej poskrbela, da bo postalo investicijsko okolje primerno za investitorja, da se bodo te tehnologije začele tudi uvajati v Sloveniji. No, o tem malce kasneje. Pri tem pa še, Tatjana, vprašanje. Digestat, mešanica organskih snovi, ki so lahko odlično organsko gnojilo, pravzaprav uporabno v kmetijstvu. To je ena od prednosti delovanja bioplinarn in en od stranskih produktov, če temu lahko tako rečeva. Kako učinkovito v Sloveniji izkoriščamo digestat? Ga izkoriščamo, ali so tukaj kakšne prepreke, recimo za uporabo tudi v kmetijstvu? Ja, digestate se sicer drži v javnosti neka stigma, čeprav kmetje, ki razumejo procese, ki vejo, kakšno vrednost ima digestat, seveda ta digestat lahko uporabljajo na površinah. Seveda je pa treba vedeti, da je digestat prvega kakovostnega razreda natančno pregledan, točno se ve, katere so bile vhodne surovine za proizvodnjo tega digestata oziroma bioplina plus digestata in tudi izhodni parametri so pregledani. Tako da ob tem, da v Sloveniji nimamo lastne proizvodnje gnojil, je digestat izredno dragocen. Mogoče za tiste, ki ne poznajo, ki ne vejo, kaj je to digestat, digestiv, kot smo se prej hecali pred pogovorom našim. Iz česa pravzaprav digestat nastane? To je organski preostanek. Zdaj, če si predstavljate ta veliki sod, v katerem poteka razgradnja organske snovi, se pravi olupki, odpadki, pomaranče, jabolka, gnila in podobne zadeve, da si malo bolj plastično ljudje predstavljajo, začne oddajati pline, ker se na njih na te površine organskih odpadkov se naselijo mikroorganizmi ali pa so že zraven prinešeni z organskimi odpadki in seveda organizmi pri svojem delu oddajajo ali pa pri razgradnji nastajajo plini, ki se potem zbirajo v tem sodu in jih je treba odvajati. In to je tako imenovan bioplin, ne? Tako, bioplin in seveda pri tem, ko je to zadeva sprocesirana, ko bioproces poteče do konca, seveda ostane ta organska biomasa, ki se dodatno koncentrira in se potem lahko raztrosi tudi na površinah. Tako, in to je digestat. Kako pa je v Evropski uniji z uporabo digestata primerjalno za Slovenijo? Ja, spodbujajo. Je drugače urejeno kot pri nas? Zakonodaja je zelo podobna. Spodbujajo seveda uporabo digestata na kmetijskih površinah. Seveda tega prvega kakovostnega razreda, ki mora odgovarjati vsem parametrom in ja, to je čisto normalni proces. Če še lahko dodam, torej digestat, kot je Tatjana povedala, to je ni stranski produkt, ampak je produkt. Produkt, se bolj produkt. Stransko je nekaj, kar ni za uporabo, digestat je pa več kot uporaben. Namreč samo plastično, če povem, na ta način bi lahko država se osamosvojila glede na potrebe po mineralnih gnojilih. Namreč poskusi in pa tudi že praksa kaže, da vkolikor kmetijske organizacije in pa kmetje uporabljajo digestat, izločajo kompletno osnovno gnojenje z mineralnimi gnojili, kar na eni strani vračamo organsko snov na polja in več ne odvažamo iz njih, na drugi strani pa tudi kmetje in pa kmetijske organizacije privarčujejo s tem, da ni potreb po nakupu mineralnih gnojil in so več ali malo tudi samozadostne. Program NEPN oziroma Nacionalni energetsko-podnebni načrt predvideva 10% delež obnovljivih virov plinov do leta 2030, torej da ta cilj dosežemo. Je po vašem mnenju ta cilj realen in kako lahko bioplinarne
prispevajo k temu cilju Slovenije? Bom jaz začela, pa me bo verjetno Matjaž še dopolnil. Definitivno, mi smo bili pravzaprav zelo veseli, ko smo videli, da ima proizvodnja bioplina oziroma biometana tudi mesto v slovenskem NEPN-u. Seveda, da pa dopridemo do te učinkovite proizvodnje, je pa še nekaj korakov. In o tem smo tudi govorili z ministrom Kumrom. In prav zanimiv je bil njegov odziv in pa posluh. In tudi strokovnih služb na ministrstvo. Namreč, govorili smo o podpornih shemah za proizvodnjo električne energije iz bioplina, kajti že tukaj zaostajamo v Sloveniji in smo skušali tudi razložiti, zakaj potrebujemo učinkovito podporno shemo. Bioplinarne v tem trenutku poslujejo negativno zaradi slabih podpornih shem ali pa shem, ki so se iztekle. Potem seveda je treba razumeti, kakšne investicije bodo potrebne za to, da bomo proizvodnjo bioplina preusmerili v proizvodnjo biometana, in seveda razmišljati tudi o podporni shemi za biometan. In ob vsem tem imeti v mislih, zakaj to počnemo. Počnemo tudi zaradi tega, da je Slovenija samo ozaveščena, samo oskrbna pri razgradnji organskih odpadkov, ki nam nastajajo. Zato ne bo nihče drug poskrbel, kot pa mi sami. Mogoče še Matjaž me dopolni. Tatjana, ta zadnja stavek je, da smo samozadostni, samozaskrbni. Namreč težko je bioplinarne, mislim, lahko jih je ugasniti, pa reči, bomo pa za odpadke poskrbeli, ne vem, čez mejo, ampak tovrstno dejanje smo enkrat že imeli v Sloveniji v preteklosti z komunalnim blatom, z plastičnimi odpadki in tu je pa lahko nevarnost še večja, namreč ti odpadki se ne dajo ne skladiščiti, ne postaviti nekam v kot in počakati na primernega zbiratelja, ki bi jih odpeljal čez mejo. Namreč ti odpadki se morajo v tistem dnevu, ko nastanejo in ko se pripeljajo na bioplinarno, tudi predelati. Ne smemo si privoščiti, da bi ti odpadki nekje začeli trohneti, ležati zunaj, ker potem bo smradu in pa vsega ostalega še ogromno. Nas bo zaradi tega še lahko po domače povedano bolela glava. Ja, prej ste omenila, Tatjana je rekla, da sedaj poslujejo bioplinarne negativno, in da zaradi tega seveda potrebuje tudi shemo za proizvodnjo električne energije in biometan. In je nazadnje pač tudi zagon določenih investicij, verjetno v tehnologijo. Kam gredo vaši predlogi? Torej, naši predlogi, se pravi, shema, ki je bila vzpostavljena v uporabo leta 2009, je bila dobra shema. Načrtovala je 15-letno obdobje za podporo, se pravi, tisti naprave, ki obratujejo, ampak po 15 letih smo ugotovili, da shema ni zadostna v tej meri, da bi spodbujali naprave še naprej. Namreč po 15 letih se naprave ne zamortizirajo do te mere, da bi lahko rekli, zdaj pa podporne sheme več ne potrebujemo, podpore ne potrebujemo, ampak so to naprave, ki potrebujejo stalno vlaganje, stalno posodobitve, zato je potrebno podporne sheme narediti v tej smeri, da bo podpora trajala vedno, ko boš obratoval, ne samo prvih 15 let, ampak tudi v bodoče. Bioplinske naprave, ki obratujejo trenutno, imamo voljo in pa željo tudi znanje, da bi šle v proizvodnjo biometana, zato pa bi potrebovali na eni strani podporno shemo tako za investicije, kot tudi pozneje za samo obratovanje. Tako da upamo, da bo država prisluhnila, Evropska skupnost in evropske države tovrstne podpore imajo, se pravi, na eni strani podporna shema za samo investicijo, na drugi strani pa tudi podporna shema oziroma neka obratovalna podpora pri samem obratovanju. Tatjana, prej ste omenili, da ste že govorili z ministrstvom in da je bil zanimiv odziv. Se vam zdi, da predlog, kot ga je Matjaž predstavil, torej, da bo naletel na posluh in ne samo na posluh, ampak tudi uresničitev v tej smeri? Ja, jaz upam na to, zato ker dejansko se je treba res predstavljati celotno verigo, vključno z odpadki. Kaj bomo naredili z odpadki? Nekdo jih mora predelati, zato so najbolj primerne bioplinarne. Pogledati, kako poslujejo bioplinarne in kakšne sheme imajo in se pravi cel krog skleniti. Nekako priti iz teh kilojoulov do kilovatnih ur. Tako da je res prav, da govorimo o tem in se zahvaljujemo tudi za tole priložnost, da lahko izpostavimo tudi v podcastu GZS-ja
nekaj tako osnovnega, kot je en bioproces, ki nastaja v bioplinarnah. Teda, o tem se moramo več pogovarjati in mi načrtujemo res veliko komunikacijskih aktivnosti na to temo, ker smo videli, da pravzaprav smo se pogovarjali v nekih zaprtih škatlah, prostorih in ljudje niso niti razumeli pomena delovanja bioplinarn. Če posluha ne bo strani države, kakšne so potem opcije z vidika delovanja bioplinarn? Torej, glede na to, da smo mi gospodarske družbe, nismo neka javna podjetja v smislu, da bi bile vlasti ali bodisi lokalne skupnosti ali države, je zadeva lahko kristalno jasna. Ne? Se pravi, vekolikor gospodarska družba ne posluje z nekim dobičkom oziroma s pozitivnim rezultatom na koncu leta, lastniki nekaj časa to zraven gledajo, dajo lastni denar, da se zadeva popravlja. Kolikor tega denarja ne bo več oziroma ne bo posluha pri lastnikih, se bodo to vrste naprave žal morale tudi zapreti. Morda za zaključek še kakšna beseda, kar morda nismo naslovili oziroma vaju nisem vprašal. Kot sem že prej omenila, mi načrtujemo veliko aktivnosti na to temo, ker želimo ozavestiti na nek način strokovno javnost in tudi laično javnost, da bo razumela, kaj se sploh dogaja v bioplinarni. In Matjaž je že povedal, korektne pristope bioplinarn ali pa podjetij, ki imajo v lasti bioplinarne, kako se delujejo z lokalno skupnostjo. Tako da to želimo nadgraditi, da nas razume tudi celoten politični sistem in seveda tudi sistem celotne verige. Od ljudi, ki proizvajajo organske odpadke ali pa ne, do samega procesa in seveda tudi politike, ki pa mora na nek način res zagotoviti ustrezne podporne sheme. Tako. Torej, mogoče bi samo še dodal, da pač se vsi skupaj moramo razumeti, tako državljani na eni strani, kot tudi tisti, ki vodijo to državo, da moramo za odpadke sami poskrbeti. Nihče namesto nas ne bo predeloval naše odpadke, ampak jih moramo sami. Znanje, tehnologije imamo tudi voljo do dela, potrebujemo le tisto podjetniško okolje, ki bo tovrstna dejanje, tovrstna dela spodbujalo. Se pravi, žogica je na strani države, da omogoči, da bomo lahko za naše odpadke mi sami poskrbeli in na eni strani odpadke predelali, na drugi strani pa tudi vsem skupaj dali vir energije, se pravi neki obnovljivi vir, ki bo lahko tudi zelen. Tako, s temi mislimi zaključujemo naš pogovor. Hvala lepa, da ste bila danes naša gosta. Tatjana Zagorc, Matjaž Durič, hvala lepa in seveda v želji, da vaši predlogi naletijo posluh države in da seveda bodo najdene tudi ustrezne rešitve za dobro bioplinarjenje in seveda vseh državljank in državljanov. Najlepša hvala za to priložnost. Hvala, najlepša želja.